Zaprti smo v svojih mehurčkih in življenje nam uhaja. Ne da bi vedeli, ne da bi opazili, ne da bi poslušali. Ma secondo voi, oggi, Zgodovina je čas, ki beži in ga v trenutku pozabimo. Vse poskrolamo v čustvih nekaj sekund. Allora, non so voi, ma quando vengo... Toda ali je to resničnost? Koga poslušaš? Komu slediš? Kdo odira v tvoje življenje in ga oživlja? Karkoli vam reče, storite. Je stavek, ki ga Marija izreče služabnikom med svadbo v Kani, ko na mizi ni bilo več vina in se zato gostija bližala koncu. Kako vrniti moč, energijo in življenje vsakdanjemu druženju? Kako ponovno oživiti ugaslo skupnost? Vsaj ena pot je. Hoji za Jezusom Kristusom, ki je naše upanje, edino, ki lahko vrne veselje tja, kjer je vse postalo apatično. Svadba v Kani predstavlja nekakšen prelom v življenju Jezusa in posledično tudi v življenju vsakega kristjana. Je vstopna točka, kot nas spominja papež Frančišek, v življenju vsakega vernika, ki postane jasen znak Božjega vstopanja v našo osebno zgodovino. Nismo le gledalci, ki sedimo v dvorani in občudujemo čudeže. Smo dejavni, sestavni del te izkušnje. Brez nas se čudež ne more uresničiti. Karkoli vam reče, storite. Začne se ljubezenska zaveza med človekom in Bogom. Zaveza dobrote, obilja, ki bo prinesla veliko sadov. Tu se namreč začne proces vere, svobode in služenja. Isti proces, ki je Dom Boska pripeljal do ustanovitve salezijanske družine. Družine, ki vključuje vse nas, vedno v iskanju tistega dobrega vina, ki nikoli ne poide. Ali smo pripravljeni biti služabniki, ki se pustijo vplivati, voditi, animirati Kristusu? Storimo, kar nam bo rekel, in se odpravimo na pot. Pot, po kateri mu bomo sledili, je sestavljena iz 4 preprostih korakov. Začnimo pot z močjo jubilejnega upanja že in s pogumom še ne. Prepričani, da nam ima Gospod še veliko za razodeti. Smo pripravljeni, da mu sledimo? Gledati. Marija je bila tam, na svadbi, pozorna. Razumela je, kaj se dogaja. Gledala je, opazovala, razbrala položaj. Ni ušla nobena podrobnost. Z njenim natančnim opazovanjem se je začelo tisto, kar je spremenilo potek svadbe. Prisluhnimo, kaj je zapisal salezijanec Dominik Veljat. Salezijanska karizma še vedno roma. Vsako romanje prinaša določeno mero tveganja.
Včasih se znajdemo pred izzivom, da se podamo na pot, ki se zdi še neraziskana. V tem kontekstu je vsak salezijanec, ki zaupa v stalno navzočnost Božjega duha, poklican, da nadaljuje svojo pot. Z nekaj tistega zaupanja, ki ga je tako pronicljivo opisal pesnik Antonio Machado v svoji pesmi Caminante no hay camino, popotnik ni poti, pot hodeč ustvarjaš. Marija je videla, kaj se dogaja, in pripravila pot služabnikom. Ni bila tam po naključju, bila je povabljena in ni bila nevtralna gostja, ena izmed mnogih. Bila je dejavna, udeleženka na svadbi. Zato je čutila dolžnost, da nekaj stori. Odločila se je, da ne bo ostala ravnodušna, da bo stopila iz vrste in ne bo zaprla oči v imenu politične korektnosti. Od nje se učimo, da ne smemo pasti v ravnodušnost, ki ne le upravičuje dogajanje, ampak ga posredno in pasivno spodbuja. Postanimo dejavni del praznovanja, gledati, dobro opazovati, razbirati, opaziti vsako podrobnost. Sprejmimo mlade, opazujmo jih v najmanjših podrobnostih. V teh trenutkih nas Gospod preseneča. Preprosta materinska pozornost postane skrinja, ki razkriva Božje delovanje. Ostanimo pozorni in pazljivi na to, kar se dogaja okoli nas. Slišati. Karkoli vam reče, storite. Pozor, poudarek ni na tem, kaj moramo storiti, ampak na tem, kdo nam reče, kaj storiti. Dogodke je treba obravnavati v luči Kristusa. Mati Terezija piše svojim sestram. Skrbi me misel, da nekatere izmed vas še niso osebno srečale Jezusa. Lahko preživite čas v kapeli, vendar ste kdaj z očmi duše videli ljubezen, s katero vas gleda? Ste kdaj slišali besede ljubezni, ki vam jih namenja? Slišati, poslušati, jasno in preprosto povabilo k celoviti analizi, ki temelji na vertikalnem pogledu na stvari. Ko gledamo na svetle analitično in horizontalno, moramo prisluhniti drugemu, da naš aktivizem ne bo ostal prazen. Verjeti in se zaupati v Gospodove roke pomeni rasti v gotovosti in varnosti, ki izhaja iz srca, ki ga vodi Božja previdnost. Naj nas vodi Marija, ki nas s svojim popolnim zaupanjem uči, da prisluhnemo Gospodu, še preden prisluhnemo svetu. Preden ukrepamo, ga moramo pozorno poslušati, saj bi bilo tragično misliti, da služimo Bogu, namesto tega pa idealizirati svoje lastne načrte. Koliko dela in truda je zapravljenega v slepi ulici pastoralne svetnosti. Ne, da bi se zavedali, komu služimo. Pastoralni projekt lahko uspeva le, če ga nenehno hrani Božja beseda. Izbrati. Služabniki poslušajo, sprejemajo in se odločijo, da bodo popolnoma zaupali Jezusovim besedam
kot jim je naročila Marija. A ne le to. To storijo tako samozavestno, da iz lastne volje napolnijo vrče do roba. Če zaupaš Jezusu, ni prostora za nič drugega. Izberimo pristno izkušnjo in celovito ponudbo, kot jo je Don Bosco nudil svojim fantom. Pietro Brajdo piše: Don Boscova prva ustanova je rasla počasi, a z vse večjo močjo in slavo, kot evangelijsko gorčično zrno. Znajo uporabiti tudi močna sredstva, kot so duhovne vaje. Že leta 1847 je opravil prvi poskus za oratorijance. Za večino od 50 udeležencev je to pomenilo, da so dan in noč preživeli v prostorih oratorija. Ko zaupamo Jezusu, ni prostora za nič drugega in naša omejena, neuspešna človeška pripravljenost postane še polnejša, veselejša, bolj pripravljena in radodarna. Služabniki bi si lahko Jezusove besede razlagali na človeški način in storili, kar bi lahko ali kar bi menili, da je primerno, razumno, verjetno. In rezultat bi bil zelo drugačen, kot kadar pred nujnimi izzivi prevlada človeško razmišljanje. Saj vemo, ko vidimo, da primanjkuje vino upanja, nas mika, da storimo čim manj. Ne, odločimo se, da stavimo na Božjo besedo, da bodo naša dejanja polna do roba. Ni čas, da na mlade projiciramo svoje strahove. Čas je, da se odločimo, da se popolnoma zaupamo, da izstopimo iz tega, kar poznamo in napolnimo vrče z neizmerno radodarnostjo. Z radodarnostjo, ki prihaja od Boga. Delovati. Mladi še vedno iščejo tiste, ki imajo pogum in prepričanje v vero v Kristusa. Iščejo, a nimajo besed, da bi to izrazili. In mi moramo delovati, gnani z drznostjo vere. Papež Frančišek piše: Vera ne oddaljuje od sveta in ni tuja konkretnemu prizadevanju naših sodobnikov. Vera pomaga razumeti arhitekturo človeških odnosov, ker združuje njihov končni temelj in končno usodo v Bogu v njegovi ljubezni. Tako osvetljuje umetnost gradnje v službi skupnemu dobremu. Da, vera je dobra za vse, je skupno dobro, pomaga nam graditi naše družbe, da bodo hodile proti prihodnosti upanja. Smo nosilci dobrega vina, smo znamenja Božje ljubezni do mladih, zlasti do najrevnejših. Smo sotrudniki v Božjem načrtu za mlade. Moramo biti priče zdravega srca, ki razume Božje razodetje in pomaga mladim živeti v svetu, zakoreninjeni v veri. Z očmi, ušesi in dušo, osvobojeni vseh zunanjih omejitev. In kako živeti vse to? S delovanjem v svetu na svoboden in zavesten način. Prav ta izbira izhaja iz pozornega opazovanja in poslušanja tega, kar nas obdaja, in nas spodbuja, da aktivno sodelujemo v zgodbi mladih. Pripovedujmo jim o zemeljskih stvareh, doživetih v luči Boga. Prinesimo jim dobro vino, da lahko danes, tukaj, v tem svetu praznujejo z nami. Upanje je Kristus tukaj in zdaj. On je tisti, ki giblje naša dejanja. On je tisti, ki nas na vsakdanji svadbi spominja, da vera ni zasebna lastnina, ampak jo je treba vzeti in postreči v vrčih, napolnjenih do roba. Blagor mladim, ki srečujejo te služabnike, polne pristne radosti.
krhki, problematični, brez volje, prazni. Tako opisujejo mlade danes. Smo prepričani, da je res tako? Smo prepričani, da nismo mi tisti, ki ne znamo videti njihovega radovednega pogleda na svet. Kam jih spremljamo? Ali jim prinašamo novo vino svadbe v Kani? Edino, ki lahko vrne radost in upanje sredi težav, dvomov in negotovosti. Mladi iščejo verodostojno ponudbo. Priče z avtoriteto. Z eno besedo iščejo vernike. To je naš izziv. Izziv celotne salezijanske družine in letos toliko bolj izziv vseh salezijancev sotrudnikov. Ob 150. obletnici njihove ustanovitve. Služabniki v svetu, služabniki na vsakdanji svadbi. Vsak salezijanec sotrudnik, vsaka salezijanka sotrudnica je poklicana gledati zgodovino in brati znamenja časa. Poslušati izzive in dojemati njihove odtenke. Izbirati, kaj storiti in ukrepati. Vse to je mogoče storiti le tako, kot je zahteval Don Bosco. Življenjem, zakoreninjenim v veri v Kristusa. Ali ni to ponoven sprejem Marijinega povabila? Karkoli vam reče, storite. Salezijanci sotrudniki so to poklicani živeti z istim srcem in salezijanskim navdušenjem za odrešitev mladih. Ob tej tako pomembni obletnici bi jih rad povabil, da živijo svoje poslanstvo do roba. Vsi smo na isti svadbi. Hodimo skupaj, poslušajmo se, pomagajmo si, podpirajmo se, saj salezijanska družina potrebuje vse in vsakogar. Don Boscov sen se nadaljuje vsakič, ko mladostnik v vzgojiteljih, ki jih sreča, odkrije vernika, ki živi svojo vero do roba. Skupaj poiščimo pot, da bo vsak mlad resnično postal to, kar je. To je dobra novica, ki smo jo poklicani živeti in oznanjati v hoji za Kristusom.